Dobro večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ko je problem Bojan Požar, ne pa zloraba oblasti. Režimske medije je zmotilo, da Požar report, zaradi katerega so v prvi sezoni vlade padli 3 ministri, en državni sekretar in en generalni sekretar največje vladne stranke, dobi 0,03% oglaševalskega kolača v Sloveniji. Medtem recimo Nedeljski dnevnik poroča o divjanju romskih huliganskih tolp v Kočevju. Baje je huje kot v filmu. Ampak Damirja Črnčeca, Šarčevega svetovalca za nacionalno varnost, o tem nihče nič ne vpraša. Omerta ali zakon molka je pri nas očitno medijski moment. Vi pa gledate 15. oddajo 3. sezone Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali vojna proti terorizmu, kako varna je pred islamskim terorizmom Slovenija in ali bomo šli v vojno z Iranom. Afganistan, Irak, Sirija, Jemen, je naslednji na vrsti Iran. Kako varna je pred terorizmom Slovenija, nam bosta povedala naša posebna gosta. Varnostni strokovnjak Boštjan Perne in politični analitik Darko Mršič. Toplo pozdravljena. Zdravo. Živo, fanta, Boštjan, bi začel kar s tabo, ne? Kaj je zdaj so najbolj aktualna dogajanja na liniji z Iranom? Vemo, pač zgodil se je pred kratkim napad na velika naftna polja v Saudski Arabiji z droni, ne? Koalicija držav okrog ZDA je zato obtožila Iran in napovedala povračilne ukrepe. Kje smo zdaj ta hip? Torej, situacija z Iranom se je po napadu na naftne ploščadi dodatno zapletla. Dokaj hitro so ocenili, da pač Iran ne more biti izvzet iz tega napada, ker pač Huti v Jemnu, torej zavezniki iranski, so takoj pač se javili, priznali, da so oni izvedli napad. Kljub temu je bilo to mnenje nekako potisnjeno na stran in je bil Iran kot neposredni napadalec obtožen. Zanimivo je... A lahko, oprosti, sam tukaj se Boštjan za sekundo ustavlja, ne? Kaj zdaj, Huti so to preveč tehnološko zahtevno za njih to speljati, ker človek bi pričakoval, da imajo Savdici ta naftna polja dobro zavarovana, ali se motim? Ne, poglej, se streljiti dron ni tako enostavno. Naj povem en podatek, pred parimi leti je iz Libanona proti Izraelu letel dron. Izrael je nanj izstrelil dve raketi Patriot, ki sta state of the art protizračnega sistema in niso zadeli drona. Dron je mirno odletel nazaj. Tako da za dron rabiš specifično raketo, ki ima na nizkih višinah dokaj velik manever. Tako da tudi, če so Savdijci imeli ustrezno protizaščito, proti letalom, proti balističnim raketom, to še ne pomeni, da bi lahko se streljili drone in očitno jih niso. To je prvi tak poudarek. Drugi, Huti so recimo z raketo Zemlja, ladja, pred časom že uspešno napadli ladje in tak sistem je še bolj kompliciran kot pa recimo nek dron. Tako da jih Huti ne bi mogli voditi, tega ne bi mogli trditi. Je pa jasno, da Huti imajo iranske inštruktorje in da so tesno vezani na Iran. Kar pri tem nekoliko preseneča je, da je oglasil se Izrael in rekel, da je kompleten napad od A do Ž izvedel Iran. Tako da v vsej tej igri imamo zelo zanimiva zavezništva začasna, torej med Savdsko Arabijo in Izraelom, Američani in na drugi strani Iran, ki ima pa nekako jasno podporo Kitajcev in pa Rusije. Ker poglej, v zadju kompletnega spopada, kdo bi največ izgubil? Torej, nafta bi šla v višave, profitirajo Američani in Rusi, največ izgubljajo Kitajci, ker Kitajci imajo dolgoročne pogodbe za nafto z Iranom in Kitajci nimajo lastnih surovin, zaradi tega bi jih ta naftna kriza najbolj prizadela. In tako da ni samo povsem enostavno, kdo je koga napadel in kako, ampak so ta ozadja bistveno bolj pomembna. Preden povabimo še Darka v debato, sam še eno vprašanje zate, Boštjan. Je pričakovati neke povračilne ukrepe ZDA proti Iranu ali ne? Torej, povračilni ukrepi bodo morali priti. Zdaj, v kakšni obliki
to ne bi upal napovedati. Lahko da bodo spet zaostrili sankcije, da jih bodo poskušali nekje dobiti. Ne? Ampak retorika se je ob zadnjem napadu bistveno zaostrila, ker Američani so rekli, da gre za act of war, torej vojno dejanje. In če ti nekoga obtožiš, da je sprožil vojno dejanje, moraš prave kontraukrepe, ne, na to retoriko dati. Tako da prišli smo do neke točke, kjer tudi oborožen napad ne bi bil popolnoma izključen. Darko, ko smo že pri dronih, Srbi so pred kratkim nabavili kitajske drone, glej na ključe, droni pa kitajska, ki so oboroženi. A je v regiji, se pravi v bivših državah oziroma državah bivše skupne, v republikah bivše skupne države Jugoslavije, je to povzročilo kaj nemira, nelagodja, ta novica, da so Srbi pač nabavili te oborožene drone od Kitajcev? Ja, zdaj, če gledamo stanje v regiji, je že kakšne 2-3 leti neko redno prepucavanje, predvsem med Hrvaško in Srbijo, nakupu orožja, helikopterjev in tako naprej. Mislim pa, da ni nek velik pretres. Dejansko vsak za vsakega ve, koliko imate vsake pol leta v mainstream medijih celo grafikone, kjer si primerjajo, kdo je močnejši v nekih sektorjih, tako kazanje mišic. Sicer pa je jasno, da Srbija kar v zadnje čase se zelo usmerja proti Kitajski, Rusiji in tem nekim novim zavezništvom. Ja. Zdaj, če gremo malo gledati to genezo pač potencialnega islamskega terorizma v Bosni in Hercegovini. Darko, zdaj ti najprej so prišli pač te mudžahidi, te borci iz Afganistana so prišli v Bosno za časa pač vojne v Bosni. Tako, oni so recimo, če se je vojna začela aprila 1992, takrat se ve, da je neka centralna bošnjaška oziroma takrat še muslimanska oblast bila prve mesece popolnoma izgubljena. Če gledamo, situacijo Bijeljina, Brčko, kjer so paravojaške enote iz Srbije in srpske totalno povozile ta mesta okoli Drine. Šele potem, ko so prve obrambne linije so dejansko držali borci HVO-ja v Bosanski Posavini, Derventa, Bosanski Brod, pa tam okoli Kupresa in na Dubrovniški visoravni. Šele proti koncu leta 1992 nekako začnejo bošnjaška oblast vzpostavljati neke svoje strukture. Predvsem jim tukaj pomagajo, prvi prihajajo iranski obveščevalci in člani iranske revolucionarne garde, in z njimi prihajajo, oni bolj ali manj redko, kjer Iranci je sodeloval kot borec mudžahid, oni so bolj ali manj ponujali know-how in vzpostavljali sistem, predvsem v kampu blizu Fojnice, ki se imenuje, okoli Fojnice, tam je en glavni kamp, kjer so začeli vzpostavljati te enote mudžahedinov, ki so predhodno se borili. Ampak ti borci so pa ostali tudi po vojni v Bosni, niso šli vsi nazaj domov, ne? Seveda, veliko jih je ostalo in veliko jim je ravno zaradi te povezave s strukturami bošnjaških oblasti, so nekako že samim tem zahtevali neko zaščito, pravno, formalno, socialno. Mnogi so dobili državljanstva, ostali stanovanja in tako naprej in so izenačeni z borci armije Bosne in Hercegovine z ostalimi. Konec koncev so bili del komponente armije BiH, čeprav se jih danes proba predvsem v teh zgodbah okoli vojnih zločinov nekako predstaviti, kot da so delovali individualno. Imate pa, recimo, klasične posnetke, kjer jih v postroju pozdravlja predsednik Alija Izetbegović. Delovali so pa predvsem na območju tukaj Tešansko-Maglajskega bojišča in pa v srednji Bosni. Redko kje, da so tam, kjer so bile, Sarajevo jih ni bilo, Bihačka krajina, ker je bila enklava. Delovali so pa tukaj in so bile bolj kot nikoli v teh frontnih linijah, bolj obfrontnih in nek princip zastraševanja in tistih napadov, upadov in tako naprej. Ja. Zakaj so, Boštjan, po tvojem mnenju ti borci potem začeli se vračati v Sirijo oziroma se vključevati v ta sirski konflikt? Torej, sirski konflikt je bil nek nov moment. Prvič, arabska pomlad na splošno je destabilizirala kar nekaj držav, ampak v Libiji nekako ni bilo te možnosti.
Upor proti Asadu so pa že od začetka vodile tudi džihadistične milice. Ne gre toliko za Al-Kaido iz Iraka, ki se je kasneje potem preimenovala v ISIS, ampak bolj za fronto Al-Nusra oziroma za enote direktno povezane z Al-Kaido na nekako drug način. Ampak kaj je bilo zanimivo? Ne? Ob tej revoluciji so dokaj hitro džihadisti prevzeli najprej večino upora proti Asadu, na koncu pa skoraj kompleten, torej so nekako ugrabili to revolucijo. Ob tem so jim pa izdatno pomagali zahodni mediji, ker so bili tisti, ki so prenašali te reklamne spote džihadistov, ki so bili pa dokaj učinkoviti. In temu pozivu, da se po ne vem kolikem času ponovno postavlja kalifat, torej islamska država, kot jo je zapovedal Mohamed, so se potem odzvali številni mladi fantje, bolj ali manj radikalci iz kompletne Evrope, posebej pa iz Balkana, torej z obeh območij, z obeh držav, kjer je islam avtohtona religija, torej iz Bosne, Kosova v našem primeru, v primeru bivše države, pa tudi seveda iz Albanije, Sandžaka in širše. Tako da, zakaj ravno Sirija? Tukaj je vprašanje oziroma odgovor dokaj enostaven, ker tudi po tem boju v imenu Allaha do samega konca islamske države je ves čas imel to ideološko konotacijo ekstremnega sunizma, boja za vero. Tako da to je bil nek nov moment in tukaj ni bilo mogoče vleči primerjave ne z Libijo ali ne z Irakom, ki se je predtem zgodil in kjer so se bolj ali manj upirale stare Sadamove trupe, ne pa toliko... Ja. Veterani številnih vojn že odprej. Darko, centralna oblast v Bosni se je dokaj pozno začela zavedati tega problema, teh pač islamskih borcev in ko je bilo že skoraj prepozno, se tega lotili. Zdaj verjetno tudi na opozorilo ali pa na navodila pač predvsem ZDA. Ja, mislim, imate veliko primerov, kjer ZDA celo dovoli šverc iranskega orožja in zapoveduje celo Republiki Hrvaški, da dovoli prevoz v neko zameno, tretjino orožja lahko vzamete sebi, celo v fazi, kjer je spopad aktiven v srednji Bosni med Hrvati in Bošnjaki. Kljub temu Hrvaška mora prek svojega teritorija, predvsem prek Luke Ploče, ta orožje švercati in vso ostalo strateško opremo. Je pa zdaj oblast se je prepozno zavedala, oblast je sodelovala v temu in ni se pa zavedala, da bo to ušlo izpod kontrole, sploh po koncu vojne. Recimo, problem oblasti je bil to, da so oni bili, recimo Husein, ki je bil, ne vem, glavni operativec za kontakt med bošnjaško oblastjo in temi volonterji, borci, je recimo bil prvi diplomat Bosne in Hercegovine v Združenih narodih. In oni so že po tej poveljniški odgovornosti po vojni bili v šahmatu, ker če bi enostavno te borce pustili, oni so pod njihovo oblastjo bilo, pod ne vem, strukturami varnostno-obveščevalnimi, službe bezbednosti, enostavno bi vsi njihovi zločini padli tudi na odgovornost na vodilne položaje, ki pa so jih držali Bošnjaki. Tako da je ključni problem to, potem pa izpod kontrole je pa popolnoma ušlo po vojni. Recimo novembra 1996 je prvi teroristični napad v Mostarju, kjer pred bivšo upravo Ministarstva notranjih poslov Herceg Bosne eksplodira. Potem pa sledijo pravi tisti resnično islamistični napadi, ki so recimo umor družine Anđelić na predbožični večer leta 2002, ki se je vrnila v Konjic, kjer je večinsko muslimansko prebivalstvo, in še s to neko konotacijo in sporočilom, to se pravi na predbožični večer, poklani trije katoliški pripadniki katoliške družine Anđelić. Sledilo je pa potem, in ko je ušlo to izpod kontrole, recimo vrh AIDA, bošnjaške paraobveščevalne strukture, je bil popolnoma pod pritiskom mednarodnih struktur, sodišč in tako naprej. Tako da je recimo
z vzpostavitvijo federacije je pariteta oblasti, to se pravi Hrvati in Bošnjaki so si morali deliti. In na primeru Ministrstva za notranje zadeve je bil to se pravi nadomestni minister iz hrvaške kvote Jozo Levtar, ki je začel raziskovati te zločine mudžahedinov v Srednji Bosni. Leta 1999 v septembru je bil na njega izvršen bombni atentat, kjer so takoj prvi, ki so prišli na teren, so bili bivši operativci AIDA, čeprav oni ne bi smeli tega po nekem Daytonskem sporazumu, je to morala prevzeti struktura IFOR-a. Tako da so v bistvu bošnjaške oblasti dolgo te ljudi nekako držale pod svojo kontrolo in jim morale nekako ponujati vse, kar so hoteli, zaradi svoje varnosti. Ok, Boštjan, dobiš besedo po oglasih, si bomo zdaj vzeli krajši premor, gledalke in gledalci, ampak ne namojiti, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako velika grožnja je islamski terorizem v Sloveniji. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Boštjan Perne in Darko Mršič. Pogovarjamo pa se o tem, kako resna grožnja je islamski terorizem varnosti v Sloveniji. Boštjan, če se zdaj malo vrnemo na Sirijo in potem konotacijo sirske vojne za nas, pri nas v Sloveniji. Ti si pred kratkim objavil 1-2 tvita na temo neke posebne albanske skupine, ki deluje v Siriji, predvsem v pokrajini Idlib, ne? Ti si zelo, bi rekel tako, z lepimi besedami v narekovajih o njih govoril, glede njihovih vojaških in to sposobnosti v teh 2 tvitih in si med drugim tudi zapisal, da gre v glavnem za Albance z Kosova. Ne? Zdaj, kot vidimo, se pač ta vojaški konflikt v Siriji počasi končuje, ne? Nekako Asadov režim s pomočjo Irana pa Rusije zmaguje. Verjetno bojo ti albanski borci počasi začeli hoditi domov na Kosovo. Zdaj bi te pa takole vprašal, ne? Glede to, da je evropska poslanka Tanja Fajon v posebnem nagovoru posnetem s telefonom obljubila albanski populaciji pri nas, da če glasuje za njo, si bo prizadevala odpraviti šengenske vize tudi za državljane Kosova. Koliko in kako močno nas naj skrbi, če bi ti tipi, o katerih govorim, nekoč res svobodno se sprehajali po območju Schengena? No, najprej par besed o teh albanskih veteranih. Izvoli. V vojni v Siriji, torej ta skupina se bori v bistvu pod Al-Kaido, nekako vezano na Al-Kaido, medtem ko je bistveno več se jih je pa borilo na strani Islamske države in ti so več ali manj že padali, bili pregnani, so v taboriščih in tako naprej, ampak kar želim povedati je, da so tako albanski kot bošnjaški borci na sirskih bojiščih bili izjemno cenjeni. Imeli so zelo visok rating kot odlični borci, kot požrtvovalni in pa kot posebej iznajdljivi. S tem, da so se bošnjaški veterani, borci, so se borili ponavadi skupaj s Čečeni in Dagestanci zaradi bližine jezika in so pač delovali nekako skupaj, medtem ko so pa albanski borci niso delovali v teh enotah, ampak ločeno. In ta zadnja skupina, ki se bori v Idlibu, ima izjemno hud ugled tudi znotraj džihadistov, ker gre za preizkušene snajperiste in pa nasplošno borce, ki so edini bili sposobni zaustaviti zdaj ob zadnji ofenzivi Asadove enote, kar kaže na to, da dejansko tudi med prekaljenimi borci so ti še posebej prekaljeni. In zdaj, če se vrnemo na situacijo, o kateri si govoril, skratka, bosanske oblasti so pred kratkim povedali, da se v Bosno namerava vrniti okoli 500 posameznikov, nekaj žensk otrok, nekaj žensk otrok, veliko poborcev. Predvidevam, glede na to, da jih je približno enako odšlo iz Bosne in iz Kosova, da se na Kosovo namerava vrniti ali se vrača, približno enako število, mogoče kakšen manj. Ampak pazi, če bi taki borci, kot so bili pod IS-jem,
ti veterani, ali kot je ta skupina sedaj, ki se bori v Idlibu, prišli nazaj, je to nočna mora za varnostni sistem. Ker hujšega, kot je veteran, snajper z bojnimi izkušnjami, večletnimi, če se odloči izvajati teroristične aktivnosti, je to nočna mora. In sedaj, kar se tiče viznega sistema, te fante, oziroma te borce, te džihadiste, bo tako ali tako treba imeti na očeh vsakega posebej. Ampak številke so enostavno previsoke, da bi kosovski varnostni sistem in bosanski varnostni sistem to zmoral nadzorovati. Tako da se bodo mogle obveščevalne službe regije povezati in spremljati vsaj najbolj kritične izmed njih. Kar bo pa relativno velik zalogaj za obveščevalno skupnost. Je pa tako, da te fantje, te džihadisti, veterani imajo tako dobre povezave po Evropi, da bi, če bi potovali ilegalno, torej po ilegalnih kanalih ali pa s ponarejenimi listinami. Je pa na vsak način pri kakršnikoli sprostitvi ali samo lažjem pridobivanju viz izjemno potrebno paziti na varnostno komponento. A so oni tudi že zdaj varnostna grožnja za enote slovenske vojske, ki so recimo v Bosni, pa še bolj na Kosovu? To je dobro vprašanje, ker slovenske enote ne delujejo kot slovenske enote, ampak delujejo kot zveza NATO. Torej v Bosni in Hercegovini kot EU, ker gre za misijo EU, na Kosovu kot enote zveze NATO. Se pravi, v bistvu kot sovražnik, naravni sovražnik teh ljudi. Tako da ves čas je prisotna tudi ta možnost, torej terorističnega napada na zavezniške enote. Ampak tukaj lahko mirno povem, da predvsem na Kosovu protiobveščevalna služba sistema NATO kot takega dokaj učinkovito deluje in do sedaj je poskušala oziroma je neutralizirala vse grožnje vnaprej. Ker zavezništvo pač ima močne zaveznike, lahko si predstavljaš, da pač neka ameriška služba deluje popolnoma po svoje, ima tudi svoje vire in kompletna ta služba, kompletni ameriški sistem je namenjen tudi zavarovanju NATO enot na Kosovu. Tako da to je nekoliko drugačno, kot pa bi bilo direktno targetiranje recimo Hrvaške in Slovenije, ki sta na Balkanu definitivno bolj privlačna cilja za teroristična dejanja, kot pa neka Bosna in Hercegovina ali Srbija. Po odmevnosti. Če lahko jaz tudi dodam. Jaz se vsekakor strinjam, predvsem tudi te napadi, ki so v Bosni in Hercegovini recimo potekali v zadnjih 10 letih. Večinoma niti en napad ni bil usmerjen proti mednarodnim enotam. Edino napad Mevlidar Jašarevića na ameriško ambasado, ko je izstrelil 105 nabojev. Drugače so pa napadali policijsko postajo v Bugojnu, policijsko postajo v Višegradu in tako da bolj neko te strukture lokalne oblasti oziroma varnostnih organov, ki so jim verjetno ogrožali njihovo kasnejšo aktivacijo na drugih bojiščih. Tako da nikoli pa po vojni niso bili napadeni. Ampak če te prav razumem, Darko, pol tisto, kar smo se pogovarjali v prvem delu oddaje, ni omejeno samo na 90. leta pa začetek tega tisočletja, ampak tudi dan današnji so še zmerom odprti primeri tega in predvsem povezav vrhov bošnjaške politike s tovrstnimi ekstremisti, ne? Ja, sigurno. Mislim, se pravim, tako kot je tudi prej bilo že rečeno, velike teh dolgov, ki so te oblasti dolžne vsem tem strukturam, ki so vzpostavljale od leta 92 pa kasneje z aktivacijo in ne vem, recimo, koliko javnost ve, da je 6 teroristov, ki so sodelovali v napadih 11. septembra, imelo potne liste Bosne in Hercegovine. Ja, ti si zdaj tudi pred kratkim postregel z eno novico na Twitterju, danes pač premierno nihče izmed slovenskih medijev se očitno s tem ne ukvarja, razen oddaje Faktor, ne. Namreč član predsedstva v BiH, kot vidimo tudi na ekranu, ne, predstavnik Bošnjakov, je tako rekoč rihtal potne liste tem napadalcem v 11. septembru. Da, on je med vojnim časom je bil direktor državne bezbednosti na področju Zenice, kjer je bil največja struktura teh mudžahedinov aktivnih in recimo trije so leta 94 dobili potne liste Bosne in Hercegovine. Recimo sama Bin Laden je
1996 na ambasadi Bosne in Hercegovine na Dunaju dobil potni list Bosne in Hercegovine. Se hecaš, Osama bin Laden, ustanovitelj Al-Kaide. Tako, ki mu ga je izdal po liniji Husein Živalj, ki sem ga prej omenjal kot prvega veleposlanika Bosne in Hercegovine pri Združenih narodih, in recimo ameriške obveščevalne službe to dobro vejo. Zato so Husein Živalj, Čengić in Alis Pakić, ki so danes še vedno aktivni v politiki, na črni listi Združenih držav Amerike. So pa aktivni politiki v Bosni in Hercegovini. Če lahko dodam tlele v razmislek zgolj, tako blizu nas, ampak Bosna je izjemno pomembno obveščevalno stičišče, zaradi tega, ker se križa toliko različnih interesov. Tako da v Bosni imamo aktivne obveščevalne službe sunitskih, arabskih držav, imamo iranske službe, ki so prisotne, kot smo videli še od vojne pač v Bosni in Hercegovini. Po drugi strani imamo dokaj močno rusko prisotnost zaradi Republike Srpske in pač srpskih interesov v Bosni in Hercegovini, in pa seveda zahodne službe, ki nekako poskušajo to državo ohranjati pri življenju. Ob tem se moramo pa zavedati, da tudi vse regionalne službe, predvsem hrvaške in srpske, si lahko predstavljamo, aktivno delujejo v Bosni in Hercegovini. Tako da Bosna in Hercegovina, kljub temu, da ne izgleda na prvi pogled, je iz obveščevalnega vidika izjemno pomembno križišče. Zato sem te ravno hotel vprašati, Boštjan, ker mi, ko mislimo na Bosno, Slovenci, pomislimo na čevapčiče, pa na dobro musko, zdaj pa to sliko, ki jo vidva slikata v daji, me je pa začel rahlo skrbeti. Ampak, če je taka koncentracija, kot pravite, teh obveščevalnih služb, teh raznoraznih geostrateških interesov, v eni taki državi, ki je že itak volatilna, še vemo, še iz vojne naprej, ima to dejtonsko tripartitno strukturo in tako naprej, to verjetno je potencialno nek sod smodnika, ki ko bo eksplodiral, zna zanesti ne samo zvok, ampak tudi dim, pa še kaj hujšega tudi do nas. Torej, tukaj je ogromna odgovornost na mednarodni skupnosti. Predvsem na Evropski uniji, ki trenutno je tista, ki je v imenu mednarodne skupnosti zadolžena za stabilizacijo. Zakaj? Zaradi tega, ker pač dejtonski sporazum je prinesel mir, ni bil pa mišljen to kot končni sporazum za oblikovanje neke države, ampak enostavno potem ni bilo več nobene možnosti z ene ali druge strani, da bi premaknili meje tega dejtonskega sporazuma oziroma da bi nadgradili dejtonski sporazum v neke vrste sporazum, ki bi prinesel funkcionalno državo. Tako da tukaj je mednarodna skupnost tista, ki mora varovati mir v Bosni in Hercegovini in pravi čas pritisniti na bremzo, ker recimo v zadnjem času zdaj zelo razburja vzpostavitev žandarmerije v Republiki Srpski, ker naj bi nakazovalo na neke vrste militarizacijo ponovno, čeprav tako daleč še ni šlo. Potem imate razne pojave radikalnih vahabističnih skupin v bošnjaškem delu in pa vemo, da stalne težnje Herceg Bosne tudi po bolj tesni povezanosti s Hrvaško. Tako da tenzije, ki vlečejo državo na razen, so ves čas prisotne. In dokler recimo je gospodarsko stabilna regija in gospodarsko stabilna Bosna, te tenzije ne bodo prehude in bo država obstala. Če bi pa prišlo do kakšne resne gospodarske krize, do kakšnega umika mednarodne skupnosti iz Bosne in Hercegovine, potem bi pa zelo hitro imeli precej velik problem. To ali pa, kar je tudi možno, če pride do kakršnega koli spreminjanja meja na Balkanu. To je pa pač drugi tisti trigger, ki bi zanesljivo tako od Makedonije do Bosne zažgal lahko polovico Balkana ponovno. Tako da ne glede na vse, eno oko je na Bosni in Hercegovini ves čas potrebno imeti. Darko, zakaj se po tvoje ta bošnjaški del Bosne v zadnjem času izrazito islamizira in kje se to najbolj kaže? Zdaj bošnjaški del Bosne. Jaz sem velikega prepričanja in po mojih znanjih, da večina res bošnjaške strukture populacije nikakor ni pripadna ideji islamske države in tako naprej. Se pa dejansko se pa pozna, da se, kar je po moje čist legitimno, da se nekako senzibilizira javnost z vsemi žrtvami
muslimanov po svetu in da se spet obnavlja neka ideja panislamizma, povezave, kar predvsem z Erdoganovo močno strukturo, ki jo je izpostavil in z njegovo močno avtokratsko oblastjo v Turčiji spet razpihuje to po svetu, celo do Bosne, s to neko idejo zelene transverzale do Bosne. Tako da iz tega stališča je to vse ostane kot vojna. In jaz nekako ne vidim, da bi v Bosni in Hercegovini lahko prišlo do nekega konflikta, bo pa vedno tista neka odskočna točka za vse ostale in da bojo tukaj te, kot pravijo, spavači, ki bodo izkoriščeni za neke druge konflikte in recimo celo islamska skupnost je leta 2016 pozvala 38 džematov. Džemati so neke teritorijalne enote, ekvivalent slovenskim župnijam, ki so začele prakticirati vero po tem vehabitskem načinu in propovedati radikalni islam, jih je pozvala, da se vrnejo v strukture islamske skupnosti. 22 se jih ni vrnil. In to je 22. To ni tako malo, 22 župnij. To je 22 enklav, ki živijo popolnoma v svojem svetu in tam se strukturirajo vsi te fantje, ki so kasneje bili aktivirani v Siriji in tako naprej. Pomembno je poudariti, da vahabizem je prišel v glavnem iz Saudske Arabije. Ker ne glede na vse po vojni je Saudska Arabija... Glavnega ameriškega zaveznika na Bližnjem vzhodu. Središče njihovo je džamija kralja Fahda. In džamija kralja Fahda je zanimivo eksteritorijalno ozemlje. Ni jurisdikcije Bosne in Hercegovine. To ni Bosna in Hercegovina, ampak je to Saudska Arabija. Tako, ker je Bosna in Hercegovina odstopila. Tam velja šeriatsko pravo na področju. Velja pravo pač Saudske Arabije, tako kot na ambasadi recimo Saudske Arabije. Ampak tukaj moramo biti objektivni. Saudska Arabija je bila pa tudi tista, ki je v povojno Bosno bila pripravljena vlagati ogromne denarje, ob tem, da je vedela, da tega denarja ne bo dobila nazaj. Ja, se je imela verjetno kakšen interes za tem, verjetno ni šlo samo za človekoljubje. So interesi v zadju, ampak Bosna je takrat potrebovala denar in Turčija in Saudska Arabija sta ta denar dale. Ljudem je vseeno, od kje pride denar, sam da pride, se strinjam. Ampak zdaj recimo, bom takole vprašal, naša policija praktično vsak dan odkrije kakšnih 100 ilegalnih prehodov meje ali pa 100 teh ilegalnih pač migrantov, verjetno ne odkrijejo vseh. Koliko nas mora skrbeti, če so med njimi temi neodkritimi ali pa tudi odkritimi zaradi mene tudi ljudje, o katerih se danes pogovarjamo v naši oddaji? Po moji oceni so zdaj pač te prekupčevalske poti tako dobre, da ti za majhen večjo vsoto lahko prideš direktno iz Turčije v Nemčijo. Iz Istanbula z avionom, tako. Tukaj gre pač za... Se pravi, ne bi šli tako peš, ko si mi predstavljamo. To so reveži. Zemljevide v eni roki, pa s telefonom v drugi. Se pravi, to so ljudje, ki nimajo toliko denarja in ki spotoma naberejo tiste 300 evrov, 400 evrov, ki so potrebni za en skok čez eno mejo. Ampak potem, ko se pa nekje zataknejo, recimo v Bosni in Hercegovini, pa lahko ostajajo tudi po pol leta in leto in tudi po 6krat poskušajo priti mejo. Kar bi jaz upozoril in kar se morda premalo pojavlja, pa je ključno zaradi avstrijskega nadzora, ki ga vidimo, ki ga zdaj še krepijo, tudi italijanskega, ampak poglejmo cifre za lansko leto, statistične, čiste cifre. Torej, v Bosno je v letu 2018 vstopilo 24,000 ilegalnih migrantov, decembra jih je bilo v Bosni še 4,000. 20,000 jih je iz Bosne izginilo. Slovenski mejni organi so jih zajeli 9,000, ampak v Sloveniji domala ni ostal nihče. Torej, 20,000 jih je izginilo, v Sloveniji ni bil nihče in zdaj se sprašujemo, zakaj imajo Avstrijci pojačano kontrolo na meji. 20,000, to je več, kot imamo mi vojakov. To je statistika, ki ne laže in tudi Bosanci jasno povedo, da se migranti niso vračali. Ne bi pa tukaj, pač slovenska policija naredi vse, kar je v njeni moči. Še preko tega gredo, ker se res prizadejo skupaj seveda slovenska vojska in zdaj še s tehničnimi sredstvi. Ampak enostavno je zakonodaja taka, da če ga ujamejo, ne zaprosi za azil, tudi ali mu ne dajo možnosti, ga vrnejo na Hrvaško, Hrvati v Bosno in on enostavno proba še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat in na koncu je rezultat, da jih je od 24,000, 20,000 uspešno prišlo v Evropo. Ker še enkrat, tukaj je potreba nekaj korenito spremeniti
na zakonodajni strani, ne toliko na varnosti. Darko, koliko ti daš na te novice, zdaj je čedalje več tudi v hrvaških medijih, kako bi naj pač hrvaška policija brutalno ravnala s temi ilegalnimi migranti. Mislim, da je zdaj zadnja obtožba je bila neko žigosanje, pa seveda naganjanje nazaj čez mejo v Bosno, pa streljanje za njimi, pa tako naprej. Koliko ti daš na te novice? Mislim, da je mogoče vsekako res v nekem obsegu, ampak večinoma je tudi to prišlo ravno iz nekih medijev, ki so spet, kot sem na prejšnjem gostovanju tu omenjal, Avda Avdića, ki nekako probajo Hrvaško postaviti v neko polfašistično državo, tako mi v Bihaću te ljudi čuvamo, Hrvaška jih pa pretepa, medtem ko je pa direktor obmejne policije Bosne in Hercegovine pred par dnevi izjavil, da imajo popolnoma dobro sodelovanje z Republiko Hrvaško in z njenimi obmejnimi organi. Je pa tako, lejte, tako kot je Boštjan rekel, te ljudje 5-krat, 6-krat probajo čez mejo. Ne bom zdaj kot Kolinda, ki je rekla, ja, idu pa se ogrebu, ampak se upraskajo po poti. Ko pogledate, v kakšnih razmerah živijo, jaz verjamem, spopadi med sabo in tako naprej. Vsekakor je tukaj veliko nekega njihovega ščuvanja strani, ne vem, nevladnih organizacij in te ljudje so dojeli, da je to zelo dobra reklama za njih. Lejte, tepejo Hrvati nas. Tukaj je vrhunsko, tudi kako so države hitro prepoznale to migrantsko krizo za izkoriščanje svojih interesov. Tako so, na primer, recimo Srbi prvi objavili, da hrvaški obmejni organi mladoletne migrante mučijo tudi z elektrošoki. In ravno Srbi se to zdi, ne prvi. Slučajno. Spodbadamo eni druge, tako. Tako da tukaj ne gre, tukaj moramo biti zelo previdni pri teh informacijah in selekcionirati tisto, kar pač objavljajo ene ali druge države, ker imajo interes. A nas mora skrbeti, vaju sprašujem, nas mora skrbeti, da slovenske policije zaenkrat še nihče nič takega ne obtožuje od sosedov. To pomeni, da se res nič ne dogaja ali da nismo zanimivi za to? Slovenska policija je vrhunsko korektna in slovenska policija je visoko profesionalna. Kljub temu, da velikokrat fantje obupavajo, ker recimo ob zajemu migranta ima tam okoli 30 opravil, torej raznih obrazcev, takih in drugačnih. Administrativnih 30 opravil, ko enega zajame. Nek tak podatek sem slišal, da ima 30 različnih opravil in mi moramo razumeti policiste, torej naredi 30 opravil, ga vrne, čez 2 dni ga pa dobi nazaj. Tako da, veste, veliko kritik na račun policije je upravičenih, ampak še več je neupravičenih. In slovenska policija nam je lahko ponos, ne glede na vse. Zdaj še zadnje vprašanje, če lahko na kratko lepo prosim. Še letos sem se pogovarjal z visokim predstavnikom slovenske politike, ki mi je dejal, da je po njegovem samo vprašanje časa, kdaj se bo zgodil kakšen teroristični napad v Sloveniji. Se vidva strinjata s to oceno ali ne? Najprej mogoče Darko, pa Boštjan. Iskreno ne vidim razloga in efekta. Teroristi namreč vedno iščejo nek efekt, ki bi s tem povzročil v javnosti. Osebno dvomim prej, kot bi rekel, mogoče na Hrvaškem. Ti si bolj za ne, kaj pa Boštjan? Nikoli ne reci nikoli, vendar pa je res, da bistveno bolj privlačne destinacije so tako recimo Dunaj ali Graz, kjer bi bila odzivnost nekega terorističnega napada bistveno večja kot pa v neki Ljubljani. Kjer pa je še vseeno možnost tudi, da pride, žali Bog, kakšen Slovenc mino. Seveda pa in tudi, a veste, pri Lone Wolfih nikoli ne reci nikoli, ker se lahko zgodi z danes na jutri. Prav, Boštjan Perne, Darko Mršič, najlepša hvala za vajine današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil protiteroristični 326. faktor na TV3. Glejte nas v živo tudi jutri, ko bosta Tino Mamić in Marko Pavlišič komentirala, zakaj se politika najbolj boji ravno medijev, ki jih bojda nihče ne bere, še manj pa gleda. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.